Preden zaključimo, bom dal še platformo, da poveste mogoče, kaj SloVR načrtuje v bližnji prihodnosti. Pa kje vas lahko projekte najdejo? načrtujete in kje vas najdejo. Ok, tako. SloVR bo zdaj, torej poleti, bomo postali društvo, torej dejansko društvo. Wow, a ste že prav zacementirali? Smo zacementirali, da bomo poleti naredili, torej ustanovili društvo. Nice. In torej plani za društvo bojo pa taki, ne, vsi, ki bojo člani društva, bojo takrat, ko bomo imeli svojo društveno opremo, Bodo dobili bojo svoj lahko, MetaQuest. se bojo lahko sposodili VR očala, torej od društva. Ja. Basically the same thing. Ja, ampak za določen čas, ne, ampak lahko si bojo sposodili. Indefinitely. Ampak če si član zavedno, potem imaš vse. Tako je kot v knjižnici, verjetno za 2-3 tedne. Ne, na to foro bomo šli. Potem pozabiš vrniti. Pač se smo že razmišljali, ne, pač članarina bo 10 € na leto, pač Zelo poceni, actually, za letno članarino. Ja, letna članarina. Ja. Se vih ima veliko, se mi zdi društvo, da ima 10 € na leto. Ja, mislim, da veliko. Sej zato smo tudi prišli, pač, da bomo 10 € na leto. Okay. Pač, in pa benefit bo pač to, da si boš lahko sposodil društveno opremo. Pa po moje bomo še kdaj imeli kakšen tej, ki imamo meetupe, pa to bojo po moje kdaj samo za člane, ne, ampak bomo tudi imeli za tudi neke niso člani, da lahko pač pridejo kdaj pogledati, pa tako naprej. Glavno je to, da bomo društvo, da bomo mogoče imeli kaj denarja za to, da bomo lahko šli na kakšno konvencijo na naš denar brez sponzorja. No? Zato, ker biti vezan na sponzorje je še vsem. Če kjer potencialni sponzor gleda, lahko če lahko piše, sponzor, ker nas kontaktira. Kam vas lahko kontaktira? Lahko nas dobite torej preko Discord kanala na discord.slovjar.si, imamo pa tudi mail na info@slovjar.si, tako da to nas lahko... Vse v opisu, ne, te epizode. Ja, for sure bo tukaj rolalo. Edino stran je še v izdelavi, nimamo še točne strani. Ja, to bomo še, to bomo do marca, se mi zdi, bomo probali, aprila, marca, nekaj tasga bomo, do takrat bomo zrihtali, no. Pač dobi se nas na Discordu, no, to najbolj. Pač bomo imeli še druge socialne medije at some point, torej Instagram pa Facebook, pa to bomo še imeli. Imamo sicer Facebook skupino tudi, ampak je zelo neaktivna. Facebook. Tako da, če koga zanima VR, ne, pač res vam priporočamo, kjera očala, kjere igre so dobre za vaš use case, če kaj drugega, če vas samo zanima, kaj je VR, če ga hočete probati, se nam kar pridružite, pridete na kakšen ta meetup, ki ga imamo, na kakšen dogodek, pa to komod. Zdajle bomo na Umiko, ki prihaja. Nice. Kdaj bo že aprila? Mislim, da 20. aprila. 20. aprila. Pa zdajle v začetku, mislim, načeloma, zdaj imamo še neke pogovore z Game Gangom. Bomo mogoče pri njih imeli VR. Ja. Ampak to na pač veliko večjem obsegu, kot smo imeli do sedaj. Bomo še videli, to bomo še videli, kaj se bomo s tem sploh zmenili. To še ni nič zacementirano. Razumljivo. To so zaenkrat vsi dogodki. Kaj pa na meji nevidnega pričakujete? Ne, na meji nevidnega ne bomo, ampak lih zaradi tega, ker sej, kot sem rekel, sponzorji. Pač sej dobijo sponzorji veliko tudi ogleda zaradi tega, ker pač tam imamo neki in pač, če imajo tam unih 400 € ne za prostor. Pač. Razen, če bi kak sponzor danes gledal, pa vas hotel podpreti. Sponzorji, jaz sam povem, ne, ker kontaktirite. Ne, ampak malo bolj resno je pač, veliko je dela, kad delaš s sponzorjem, ne. In jaz, ko sem torej za NMN lansko leto rihtal, smo bili v navezi 4 mesece, veliko mailov pa 2 sestanka smo imeli. Kaj si nor? Ja, in je bilo pač veliko dela s tem in sem rekel, da če kdo drug hoče sponzorja najti ali pa to komod, bomo na NMN-ju lahko pol rihtam vse zadeve, ampak za to, da bi pa jaz iskal sponzorja spet pa pošiljal maile, pa prošnje pa tako naprej, pa pač ne bom več, ker je veliko. Rabiš nekoga dedicatenega producenta, ki mu je res v veselje
pač delati in mogoče producirati, nekaj menedžirati ja. finančni del, ker je kompleksno in zelo stresno. Sploh, ko delaš v bistvu v nekem sektorju, ki je pač še posebej nov, eksperimentalen in tako naprej, težko je najti neko povezano vejo, ki jim je smiseln ta vložek. Right? Itak je zelo potencial velik, ampak vseeno se smo že ugotovili, da ta ekosistem tehnoloških podjetij je pač še dokaj tako mizeren v Sloveniji. Upamo, da bo se scena itak posodobila in da bo boljša v prihodnosti. Ne? Ampak glih to je namen društva kot je SlowVR, da nas nekako povzdignejo na tisti nivo, da pač dejansko ojačajo skupnost v tem sektorju, da se najdejo pač dejansko kakšni novi developerji, ljudje, ki jih to zanima, da so stvari nek nov ekosistem. Pa če lahko še poudarim, no, nismo samo, ne špilamo samo VR-a, imamo veliko ljudi, ki igrajo torej flat screen game. Me se pol članov Slovenije VR nima VR headsete doma. Če ne več. Če ne več, pač res, v bistvu so tudi samo nisem društvo, veliko mislim, da kar hočeš, ne, da... Skupina smo, no, tudi ljubiteljev na splošno tehnologije in igrc. Tako da tudi, če igrate tako igrce ali pa kaj, pa pač hočete ljudi, ki bi z njimi igrali, ne, komod tudi nam se pridružite, z veseljem sprejmemo, no. Odlično. Bomo seveda dodali vse linke do vaših kanalov in socialnih omrežij, kjer vas lahko kontaktirajo. Jaz sem bil zelo presenečen, kako v bistvu topla skupina svoj interes potegnejo noter, ti pomagajo. In ja, mislim, če vas karkoli zanima glede VR-ja, boste pač nainformirani z zelo izvedenih ljudi.